Na Veseljaku sejemo sončno prihodnost. Lepo pozdravljeni, danes skupaj sejemo sončno prihodnost tu v Kočevju, seveda skupaj s Slovenskimi železnicami. V moji družbi lepo pozdravljam predsednika Kočevskega čebelarskega društva, gospoda Jurija Majerleta. Dajte mi povedati, zakaj se vam zdi, da je pomembno, da čebelari tudi sodelujete v tem projektu Sejemo sončno prihodnost? Zakaj je pomembno tudi sončnice, zakaj so pomembne za čebele? Ja, seveda smo zelo veseli, zato ker čebele lih na sončnicah najdejo največ cvetnega prahu, zelo pomembne za mlade čebele, ki potem nosijo v panj in s tem je potem družina močnejša. Prav veseli smo tega dogodka, da so se železnice spomnili tega lepo gesta, tega sejanja z otrocmi, ker mlade je treba osveščati. Tu je res ena taka pozitivna gesta. V naši družbi tudi župan občine Kočevje, gospod Gregor Košir. 50 let ste v Kočevju čakali vlaga, tudi dočakali. Zakaj ste se tudi tukaj odločili za sodelovanje v projektu Sejemo sončno prihodnost? Ja, zato, ker živimo v eni najbolj zelenih občin v naši državi in na to smo zelo ponosni. Če hočemo to ohranjati, moramo v bistvu na nek način spodbujati tudi trajnostne oblike mobilnosti oziroma prevoza. Vlak nam pri tem zelo veliko pomeni, to razbremeni tudi vso ostalo infrastrukturo in tak projekt, kot je ta, je v bistvu zelo dober, pozitiven projekt, da lahko zaženemo neko kampanjo za spodbujanje takih drugačnih alternativnih načinov mobilnosti. V Kočevju smo torej posejali sončno prihodnost. Bodite z nami še naprej, da jo bomo sejali skupaj s Slovenskimi železnicami in seveda z občinami po Sloveniji. Veseljak in Slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost. Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.